To je moja muska. Evgen Čopi-Gorišek, pozdravljen v oddaji To je moja muska. Bi rekel, da si rojen pod srečno zvezdo? V teh trenutkih ja. Okay. Ne pa zmeraj, ampak večino vas. Si eden najbolj zaželenih slovenskih slikarjev v tujini, pa me zanima, kako si odkril ta svoj talent. Si ga sam ali ga je učiteljica likovnega pouka v osnovni šoli? V bistvu ga je res. Mislim, po mojem sem od zmeraj malo rad risal in tako, ampak da mu rečem, res v osnovni šoli mi je učiteljica dala to idejo, da sem pol se upisal v bistvu na likovno gimnazijo v Kopru. Si kdaj razmišljal, kakšen privilegij je, da že tako dolgo časa veš, kaj boš počel v življenju? Ja, mogoče nisem se že takrat odločil, je trajalo pol na srednji šoli, ampak sem, da mu rečem, ja, v drugem letniku sem res spoznal, da je to, kar si želim. Ampak definitivno, ja, mi je lepo, da sem tako hitro tole odkril, pa da sem imel pol res tole smernico, kam bi rad. Prihajaš z obale, koliko časa nazaj in zakaj se je zgodila selitev v Berlin? Preselil sem se pravi, septembra pred zimo, pred pandemijo, no, se pravi, to je bilo 2019, mi zdi. V bistvu dobil sem priložnost, ko sem enkrat predtem obiskoval Berlin kot turist, sem šel eno razstavo obiskat in sem tam spoznal ene umetnike, ko sem mi rekel, da če bom kdaj želel prijeti v Berlin, da imajo tudi neki prostor v ateljeju in pol v bistvu, če so mi to omenili, ko mi je tudi takrat sem se že nekako z mestom povezal, mi je takoj fasciniralo in sem se videl, tako da bi lahko tam v bistvu živel. In sem pol v bistvu se tudi takrat odločil, da se bom preselil, sem mogel prvo prijeti še domov, da sem se še malo podelal čez poletje, si našparal nekaj denarja in pol sem se odločil, da grem. Preseliš se v Berlin, kako gre potem naprej? Na srečo moja mačeha mi je pomagala prvo leto z najemnino ateljeja, ampak ja, zase sem imel dovolj za začetek, pa sem pol že rekel, bom že sproti, če ne se kako delo našel ali karkoli. Meni je bilo v bistvu to, da lahko prvih, ne vem, pol leta recimo sam sem osredotočen, da sem v ateljeju in da lahko slikam in se s tem ukvarjam, tako da nisem se preveč obremenjeval. Tudi dosti ljudi me je vprašalo tukaj, Slovencev, prijateljev, drugih umetnikov, če sem se nekako rezidenco ali karkoli to prijavil ali opisal in sem povedal, da sem probal tudi kdaj prejmo, nisem bil sprejet, pol sem pa rekel, bom šel na svoj strošek, ko pol lahko tako celo življenje čakam, da kaj bo, pol. Jaz sem si pa želel, ko mi je tle bilo premalo, oziroma tudi tle se nisem mogel tega preživljati. In pol sem rekel, bom šel pa na svoje stroške, tako da sem si sam sebi ustvaril rezidenco. In pol mi je tako bilo, ko sem rekel, grem za 6 mesecev, če mi ne bo v redu, bom prišel nazaj. In pol sem se pa tako tam našel in rekel, da bom ustrajal naprej, ko tudi takrat mi še ni steklo. Pol sem rekel, ker sem se zmeri bolj povezal kroge, te umetniške kroge spoznal, galeriste počasi, druge umetnike. Pol sem rekel, da bom podaljšal, sem tudi neko službo še tam našel, da sem si malo pomagal z najemninami. In ja. Koliko časa si potreboval, da si našel svoj likovni izraz in da je potem, koliko časa je preminilo potem od tega velikega preboja v berlinsko galerijo in tako naprej? Jaz sem v bistvu, odkar sem tako bolj resneje to začel delati, sem skozi eksperimentiral in prej, lahko rečem, veliko bolj abstraktno pristopil in ekspresionistično do moji praksi. Pol v bistvu v Berlinu sem odkril popolnoma nove stile, smeri, nove tehnike in pol sem tudi v Berlinu to spremenil in začel nove stvari, kar je pol tudi vodilo da mu reč k temu tej spremembi in do tega preboja, ko s prejšnjimi stvarmi, ki sem počel, očitno niso toliko pritegnile pozornost in pol pa, ne vem, jaz sem imel srečo v bistvu, ko se je pandemija začela, se pravi, kaj to bilo eno niti slabo leto, odkar sem se preselil, ali pa dajmo reči približno okoli enega leta. Sem pol preko socialnih omrežij, natančne Instagrama, dobil pozornost, jaz rečem, ta pravih ljudi. Pol se je to hitro razširilo in do tega, da pol sem dobil prve priložnosti. Ja, ne, pred tvojo sliko The Secret to Success, kar je v bistvu ful hodo, ne, skrivnost uspeha, se je fotografiral pokojni Virgil Abloh, mož podjetja Off-White, kreativni direktor moške mode pri znamki Louis Vuitton.
potem med tvojimi sledilci je japonski umetnik Takashi Murakami. Kako si vse to sprocesiral? Kako ostaneš potem na trdnih tleh? Je pritisk kaj večji? Mogoče predvsem je bil na začetku, bi jaz rekel, ko ta preboj delaš oziroma doživljaš. Vsaj jaz nisem na začetku niti še dojemal, da se v bistvu to zdaj kar naenkrat nekaj dogaja, da v bistvu sem na enem določenem trenutku začel tega živeti. Pa bolj sem se mogoče na začetku je bil tako tak pritisk, ko nisem še vedel, a bo to zdaj še trajalo, to zdaj sam en trenutek kratek, tako da pol v bistvu bolj sem se jaz sem si želel oziroma še zdaj delam na temu, da bo to, da mu reč, da bom večno oziroma da bom celo življenje lahko to počel in od tega se preživel. Ja, in se boš, ker kolikor vem, imaš že za par let naprej blokirane projekte in tako. Ja, to... Ne rabiš skrbeti, moraš se bolj odločiti, katerega boš sprejel, pa kaj neverjetno. Tako, ja, v bistvu, ampak da mu reč, pol te stvari, to na Instagramu mi ni bilo nikoli, pritisk me bolj, kako bi rekel, srečlo, pa dalo še večjo energijo in definitivno so mi pa tele trenutki, tale fotografija, pa pol tele sledilci so mi veliko pomagali in so bili zelo dobra reklama za kasnejše projekte, ki so se odprli mi s pomočjo takih ljudi. No. Je to velik vpliv bil in sem zelo hvaležen za te stvari. S kolegico Majo Avo Žiberna ste že lani šla čez tvoj ustvarjalni proces. Kakšno vlogo ima pri tem procesu glasba, če ima? Pri meni zelo velik del vsega je v bistvu glasba, zato ker jaz večino časa je prisotna glasba pri temu, ko delam. Praktično jaz sem težko v tišini, še posebej, ko sem sam, tako da imam v bistvu skozi eno glasbo prižgano. Tudi ko delam, pa še posebej, ko mi to daje neko energijo in tudi lažje in boljše razmišljam. Tako da, ja. Kakšno glasbo poslušaš? Pri meni je zelo odvisno od počutja in razpoloženja tisti dan, tako da nimam specifičnega žanra, ampak je zelo različno od elektronske glasbe do hip-hopa, do tudi jazz imam zelo rad, rock ali prav mešano, ni specifike, ampak večinoma bom rekel elektronsko glasbo imam v zadnjih 6 mesecih. Ok. Si pripadal kakšni subkulturi? Ja, mogoče skaterski kulturi, tam je že res od mladih let prevzela, ampak ne bi se nikoli pa rekel zase, da spadam. Sem zmeraj probal nekaj svojega oziroma tu malo mešano. Greva kar na prvo skladbo, ki si jo izbral. In zakaj? Prvo kot domače, to mi je bilo najprej težko, v bistvu, ker sem zelo malo oziroma skoraj nikoli ne poslušam domače slovenske glasbe, tako da sem mogel prvo pomisliti, ampak sem se hitro spomnil, potem, ko sem se samo malo pogledal, da so to v bistvu moja dva zelo dobra prijatelja. Meni se zdi, da tudi so že bila na Valu 202, tako da jih že poznate. Je pa skupina 7am, sta duo, fant in punca. Ja, jih nisem zbral samo zato, ker sta moja prijatelja, ampak mi je tudi njuna glasba zelo všeč, pa jih spremljam tudi že od samih začetkov in tudi njuna pot mi je zelo zanimiva, kako se to šlo in kako še zmeri delata in sta zelo ustvarjalna in koliko plošč sta že izdala in mi dosti krat paše njuna muzika. Naslov skladbe? Every Time. To je moja muska. Evgen Čovi Gorišek, zanimivo ime imaš. Ti je to že kdo rekel? Mogoče, ja, v Sloveniji, zdaj ko sem v tujini, ko poznavam. No, verjetno v tujini težko izgovorijo tvoje ime. Ja, s tem imam težave, ampak sem pol nekako probam. Se pravi, uporabljam šumnikov pri primku, pol sem se sprijaznil, kakorkoli povejam in se nisem več niti obremenjeval s tem. Je pomembno, da če je pisno napisano, da je pravilno napisano, ko so bile tudi napake v pisnih oblikah, ampak kar se tiče zgovorjave, sem se nehal sekirati. Greva zdaj še malo na tvoje like. Zanimivo mi je bilo, ko sem nekje zasledila, da si rekel, da te je fitness scena od nekdaj se ti je zdela zabavna in smešna. Verjetno te je tudi inspirirala. Tvoji liki imajo sklesana telesa. Zdaj pa verjetno imaš ogromno inspiracije, glede na čase, v katerih smo.
Ja, to je res. Ne bi, mislim, meni se bolj ne kot fitnesserstvo nasplošno, ampak prav tale bodybuilder so, če bi tako se izrazil. Mi je bilo skoraj malo bizarno, tako v smešnem pomenu. Ja, in pol pač sem tudi iz takega razloga sem se lotil pol tole slikati. In ugotovil, da za tehniko, katero uporabljam, se pravi z airbrushom, sem lahko dodatno poudarjal tele mišice in te oblike in CI, ko se dostikrat svetijo, ko se zmeri namažejo s temi olji in tako naprej. Ja, zanimivo je za slikati, no, ni pa, da me sam to, ne, to je, dajmo reči, ena od motivov. Kako si prišel do te ideje za obraz? To je bilo pa čisto spontano, bom rekel, v tem obdobju v Berlinu, ko sem si tudi kupil tale airbrush, sem pol malo se igral v bistvu in probal različne stvari in sem te obrazil tako, da v bistvu prav za hec naredil in pol se mi je v bistvu zdelo zabavno in potem v bistvu, ko sem odkril, da bi lahko tole kožo človeško znal narisati malo bolj realistično, sem rekel, da bom lih tale kontrast naredil, da bo se pravi recimo noga ali pa roka izgledala popolnoma realistično, pa bo pa tak obraz zelo primitivno ali pa z nekim otroškim pristopom narejeno. Da nisem še en slikar, ko riše realizem, no, tako nekako. Vsi obrazi imajo nasmeh, gledalcu prepustiš odločitev, ali je resničen ali ne. Takdaj zamika, da bi na dol naredil usta. Sem razmišljal, pa tudi sem probal, ampak polje bi se to rata kot nek prepoznaven znak, zdaj že tudi. Med drugim pa sem se zelo ukvarjal, oziroma ne ukvarjal, me je prišel dostikrat v stike z ljudmi, ko so se mi kazali tale nasmeh, v bistvu so za tem pa skrivali mogoče, da popolnoma neko drugo stanje. Spravi, ali so bili žalostni, ali karkoli, ali jezni, ampak so se mi v bistvu v meni v obraz nasmejali ali pa smejali in tako naprej. In pol je tudi to še dobilo nek dodaten pol tale pomen, da so te nasmejane obrazi tudi lahko ene maske, no. Zanimivo mi je bilo, da je v bistvu, ko delaš telo, ko mora biti vse popolno, je to v bistvu zelo trdo delo, potem je pa na obrazu zabava. Tako nekako, je tudi zadnja stvar, ko naredim dostikrat in ja. Druga skladba, ki si jo izbral? Ja, od Offseta sem izbral Red Room. Imam zelo rad hip-hop, mogoče specifične trap in ja, Offset mi je najljubši izvajalec in ga veliko poslušam in ja, in ta specifično ta komad ga dostikrat, ne vem, ko se vozim z avtom, mi da neko tako, kako bi rekel, energijo, dobro. To je moja muzika. Prej sva že omenila, da imaš veliko projektov že napovedanih za naprej. Kakšen specifičen cilj? Želja? Ciljev je veliko, želj tudi. Zdaj je mogoče taka velika stvar zame je to, da se zdaj v bistvu prebijam tudi v modni svet in imam v bistvu je še malo tako napol skrivno oziroma nismo še nič kaj oglaševali, ampak bom delal manjšo kolekcijo oziroma po angleško rečejo capsule collection za modno znamko, visoko modno znamko Casablanca, ki bomo pride v bistvu release bo v decembra v Miami. Koliko razstavljaš na ogromno različnih državah, koliko potuješ v te države? Sedaj zmeraj več. Ja, vse to, verjetno zdaj tudi ni bilo priložnosti, a ne? Tako. Ja. V bistvu šele s tem letom sem začel potovati, tako malo bolj prej sem tle do Italije pa Amsterdama neki šel. S tem letom sem pa, ja, prvič sem bil v Ameriki, maja sem razstavljal na enem umetniškem sejmu v Marfi, v Teksasu, to je nečkem kraj sredi puščave, tam in zdaj smo bili na Ibici, ko je bil tudi en sejem. Naslednja stvar je pa Miami, decembra, ki je tale Art Basel Miami in pol tam razstavljamo. Tako da to je naslednja stvar, pol pa januarja pa Hong Kong, imam samostojno razstavo. Tretja skladba? Je iz plošče Who Made Who.
ampak je pesem je v sodelovanju z enim mojim najljubših DJ-jev, ki se kliče Rampa, je tudi iz Berlina. Je član skupine, ki so 3 DJ-ji, se kličejo Keine Musik Crew, ki pomeni ni muzike oziroma nobene muzike, in pesem se kliče Everyday. To je moja muska.